Naše strani z Ministrstva za zdravje absolutno pozdravljamo ta sestanek, ki je bil prvič v taki zasedbi, tako da hvala za sklic. Mislim, da je bila udeležba dobra in pa dnevni red pa izjemno natrpan, tako da smo se stežka prebili do konca in pogovorili o vseh stvarih, ki so odprte. Seveda, kot veste, delujemo, ministrstvo sprejema ukrepe na številnih področjih, vse v smeri nekega zaokroženega cilja, to je zagotoviti večjo dostopnost do kakovostnih zdravstvenih obravnav v bistvu nekem stabilnem zdravstvenem sistemu. Težav je veliko in tudi zato je ukrepov in zakonov, podzakonskih aktov, ki jih sprejemamo, zelo veliko. Od financiranja do dostopnosti, do kadrov, do strategije, do posameznih težav, ki se pojavljajo in jih skušamo pač z ukrepi čim bolj hitro in učinkovito reševati. Danes smo se dotaknili kar nekaj tem, tudi ki so bile že omenjene z vaše strani. To je od kadrovske problematike, kjer smo se pogovorili, na katerih regijah je kaj najbolj pereč problem, kaj ministrstvo na tem dela, kaj na tem dela Zavod za zdravstveno zavarovanje oziroma kako se vsi deležniki lahko čim bolj aktivno vključimo v bolj odgovorno ravnanje, da zagotovimo večjo dostopnost zdravstvenih storitev. Tako da sestanek absolutno pozdravljam, tudi pobudo, da bi se redno sestajali z zastopniki pacientovih pravic. Zaenkrat smo se dogovorili, da bomo v letošnjem letu imeli še en vsebinski sestanek, ker danes ni bilo možno čisto vsem pogovoriti, kar je seveda izjemno pozitivno, tudi sami zelo radi slišimo s terena, da lahko ukrepimo. Tako da hvala za današnji sestanek, pa predajam besedo. Ja, tudi sam v imenu zastopnikov pacientovih pravic pozdravljam tak način sodelovanja. Doslej smo vedno poročali tako varuhu kot tudi ministrstvu. Vsako leto pošljamo poročilo in običajno smo imeli odziv strani varuha, z ministrstva nekoliko manj. No, ampak očitno je zadeva zdaj dozorela. Se mi zdi, da je potrebno poudariti, da pride na zastopnike veliko število pritožb vsako leto. Pritožbe niso nekaj slabega, so dejansko odsev, kaj se dejansko dogaja v praksi, v vsakodnevni praksi. In tudi danes smo ugotavljali, da je bilo vrsto ukrepov sprejetih na ministrstvo, tudi dostopnosti do primarja, stimulacije za izobraževanje, specializacije z tega področja, ampak ukrepov pacienti še ne čutijo, ker bodo prenesli rezultate na daljši rok. Tako da smo danes razpravljali tudi, kaj bi se podalo v tem umestnem času narediti v sedanji praksi, da se dejansko dostopnost za paciente zviša ali izboljša in da seveda na nek način, ker imamo pa nas družinskega zdravnika pa pediatra kot neko ključno vlogo v celem zdravstvenem sistemu, preko njega gremo do specialista v bolnišnico in dobimo bolniški stalež, da se, kaj se da danes narediti, da se ta dostopnost zveča. Recimo med drugim smo govorili o boljši integraciji centrov za duševno zdravje v ambulantu družinskega zdravnika, o centrih za krepitev zdravja, o prenosu določenih aktivnosti mogoče na druge zdravstvene delavce, pa še boljšem povezovanju specialistike za primarje in tako naprej. Da se danes narediti in moramo danes narediti. Diskutirali smo, da pač zakon o pacientovih pravicah pravice ne daje pacientom, kar se vprek, ampak jih daje v okviru razvitosti medicine in zdravstvenega sistema v Sloveniji. To omejitev mislim, da so dolžni upoštevati tudi zdravniki. Seveda bi želeli imeti danes, ne vem, 1200 zdravnikov družinske medicine na mesto 1000, pa jih nimamo, ampak teh 1000, koliko jih imamo sedaj, 1100, koliko jih je v operativi, dejansko mora poskrbeti za vse paciente, ki jih imamo v Sloveniji. Sicer so dejansko diskriminirani in seveda lahko se tudi dogaja, da kakšne zadeve spolzijo skozi sistem in potem pride lahko tudi do tragičnih posledic. To je samo eno področje. Menim, da je še vedno zelo kritično pomanjkanje družinskih zdravnikov, pomanjkanje pediatrov in tu mislim, da je veljal naslednjih letih še dejansko zavihati rokave, da maksimalno to zadevo poskušamo zoptimizirati. Vsa druga področja, ali urgence,
negovalne bolnišnice. To so teme, ki so specifične in terjajo seveda tudi specifične rešitve. Pomembno pa je, da vsi deležniki na nek način sodelujemo pri reševanju, vključno z zdravniki, vključno z družinskimi zdravniki. Če pride kakšna novost v prakso, potem je dobro, da se predno se uveljavlja, da se z njimi prediskutira, kako bodo to izvajali, kako bodo to vključili v sistem, sicer je seveda strah odpor in seveda rezultati so slabi. Kot kolega zastopnik, ki se predstavlja tudi ostale kolege, sem opozoril tudi na nekoliko neurejene razmere za delo zastopnikov v Sloveniji. Veste, da imamo mrežo, v tej mreži je 14 zastopnikov, nažalost na 2 kolegici letos so odšli zaradi slabih pogojev dela, pa ne mislim tukaj samo za zastopnike, ampak gre za dostopnost naših pisarn za invalide, delujočo opremo, telefonijo, skratka organizacijsko-tehnični pogoji so nekaj, kar slabijo naše delo ali pa našo učinkovitost in se bojim, da ne bosta samo 2 odšla, ampak da bi lahko odšel še kakšen drugi. Tu smo se dogovorili z ministrstvom, da poskušamo zadeve bolj identificirati in seveda poiskati rešitve, ki bodo čvrste in ki bodo delovale v praksi. Preprosto moramo imeti delujoč sistem, zato ker je zastopnik pacientovih pravic tisti, ki odnese in pomaga v zdravstvu lahko pri reševanju številnih zapletov, ki bi se sicer potem lahko kotalili v sistemu in seveda takrat je treba stvari rešiti konflikte, ki so majhni, obvladljivi, če pa razrastejo v ne vem kakšne javne polemike, je to seveda velika izguba kadrov in časa, energije, pa včasih tudi zdravja samih.